Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kot lahko vidite, je zunaj precej mrzlo in pa ura je zelo jutranja. Jaz pa sem se odločila, da ravno zaradi tega se danes odpravim v Avstrijo na malce lepšo kuliso. Zakaj? Zanima me, ali imajo električna vozila po zimi res nižji doseg. No, saj vem, da v teoriji drži, pa me vseeno zanima, kolikšna je ta razlika. No, danes na smučanje v Avstrijo se bo z mano odpravil Peugeot E3008 in res me zanima, če bo z enim polnjenjem me uspel pripeljati tja in nazaj. Sta mi pa Luka in Miha pripravila nekaj napotkov, pa vam jih kar spustim. Ko smo leto 2021 na vrh Rogle spjali takratne finaliste izbora za slovenski avto leta. Je bila tudi električna, no in takrat je zjutraj močno snežilo. No in ko smo prišli na vrh Rogle, smo tam ugotovili, da energije za povratek nazaj v Ljubljano ne bomo imeli dovolj. Ampak ta tudi Peugeot ima precej večjo baterijo in jaz mislim, da s tvojim povratkom pa danes ne bi smelo biti težav. Katja, meni pa se zdi, da je zelo pomembno, da ima danes tvoj avtomobil tudi toplotno črpalko. Namreč spremeniš baterijo, da porabiš elektriko tudi še za grelce v tvoji kabini. Moj zadnji primer brez takšne toplotne črpalke, ki je bil en mali poceni električni kitajski avtomobil, se je vdržil tako močno razsil, da je praktično na poti v Kočevje. Porabil dobesedno vso baterijo. Pa čeprav sem začel pot z več kot dvakratno rezervo. Ampak, Katja, brez kabini ti se v tem Peugeotu kar lahko grej. V tvoji kabini. In Katja, še malo bolj učinkovito boš vozila, če boš spustila temperaturo v kabini za kakšno stopinjo. Ne rabiš imeti prav mraza v avtu. Namesto tega pa vklopi gretje volana in pa gretje sedežev. In tako boš prihranila še kakšno kilovatno uro. Joj, Luka in Miha, tole je toliko napotkov brez zamere, ampak jaz pa imam malce dovolj. Vse, kar potrebujem, je glasba. O, Katja... Nekaj si pozabila, navigacijo ključi. Točno, če vklopim Peugeotovo navigacijo, ta potem točno ve, kje se peljem po vseh hribih in dolinah. Hvala, Luka, za ta glasbeni vložek. Skratka, navigacija potem točno ve, kje se peljem, kjeri hribčki, kjeri dolince in glede na to optimizira delovanje motorja in s tem porabo električne energije. Hkrati pa mi pove, kje in kdaj in za koliko časa bi morala polniti, če bi morala polniti, ampak jaz upam, da so Peugeotovi inženirji to vse odlično preračunali in meni danes ne bo potrebno nikjer ustavljati in nikjer polniti. Medtem, ko jaz nadaljujem tole vožnjo v Avstrijo, vam spustim kar prvi insert in sicer Martina nazadnje si nam obljubila vzvratno vožnjo z Audijem. Kako ti gre? Kje si? Katja, vozim se po ozkih ljubljanskih ulicah, kjer bom preizkusila novega Audi Q3 oziroma novo funkcijo za vzvratno vožnjo. In me prav zanima, kako se bo izkazala ta funkcija. No, Martina, slišim, da imaš polne roke dela, tako da te kar pustim, pa ti v miru testiraj. Torej, našla sem primerno slepo ulico, pa da vidimo, kako tole deluje. V rikverc so rekli. Pa tipko R, tale gumbek, zagon. Evo, volan se je zatresel, gas. Zdaj, jaz sem bolj varne vrste, zato bom držala bremzo, evo, kolesar. Gremo, spuščam, se približuje. Wow, dejansko zavija. Wow. Dejansko? Wow. Lej. Zelo lepo. No, Martina, super si to naredila, ampak zdaj pa preizkusi sistem samodejnega bočnega parkiranja.
Ampak Miha, se jaz znam parkirati bočno in to zelo dobro. Tina, se ne dvomim v to, ampak ti si pač naša testna voznica in te zadeve pač moraš preizkusiti. Ne? Ti pa lahko povem, da so se ti sistemi z samodejno parkiranjem v zadnjih letih zelo izboljšali in mogoče boš pa kdaj tudi celo parkirala avtomatsko. No, če to dobro deluje, z veseljem, ker priznam, da včasih, ko hitim in me otroci preganjajo, bi pasalo, da me kak sistem malo pocrklja in razbremeni stresa pri bočnem parkiranju. Ok, daj se pocrklej. No, poiščem primerno parkirno mesto. Po avto sam poiskal primerno, ustrezno parkirno mesto. Pravi, tam zraven, kjer si prej pritisnil tipko s črko R, no zdaj imaš pa tam zraven, pa ne vem, en volanski obroč. Vroče mi je ratelj, ampak jaz... Kam? Dost, v redu. Lepo popravil. Zdaj šla prav ven črte gledati. Zdaj vidim, a je med črte. Jaz bi boljš. No, Martina, naslednja možnost pa je, da zdaj to parkirno mesto kar shraniš. To pomeni, da naslednjič, ko bo zapeljala v tole ulico, bo avtomobil te vprašal, a želiš parkirati na tisto shranjeno parkirno mesto, no in ti boš rekla ja in avtomobil te bo sam odpeljal na to parkirno mesto. Torej, preizkusi. Evo, bočno, zagon. Da vidim, evo, se prepustim avtu. Gre. Okej. Bilo zabavno, da avto, ki nas pokažem, predam se. Zanimivo. Kamere pa res lepo prikazujejo, kako se vidi. Zdaj še popravil. Evo bo. No, prvo je bilo malo lepše. Prvo je lepše parkiral. Naslednji avto, ki ga imamo danes za vas, smo posneli na portugalskem obmorskem Kaškajšu, na skrajnem robu tamkajšnje marine na heliportu. Na lokacijo intervjuja pa je pripeljal kar glavni Volkswagen oblikovalec v prototipnem ID Crossu. Kar smo slišali, vam bo nedvomno všeč. So this is the new Volkswagen era, electric era. Yeah, it will become the most important car in the portfolio because the sales numbers, the volume will be higher than ID Polo. It's very compact, 4.16 meters. It's very high, a lot of space inside. You sit elevated. This is exactly what the people love, and that is what we deliver. Can we talk about happy face here? Yes, we can. It is happy. You know, it's not aggressive, it's not attacking. This is what we try to avoid. And here we are going against the trend. You know, the trend is for aggressive faces, and we don't want that. The Volkswagen never was like this. Yeah, when you remember the Beetle, was always very friendly. It was smiling, big eyes. It was never attacking anybody. You know. Yeah, this is drama, yes. This is illuminated, that's a part of the show car. Later we're gonna have that. Also with illumination? No illumination, yeah. It's not legal. You have to have in the rear red lights, in the front white lights, on the side. If there's no function, it's not legal. But the elements they are showing, they are connected to the ID Bus. Yeah, they have a similar element to show the customer, look, this is a big car. We have the so-called whiskey glasses here.
that is like a thick glass, you know. When you have thick glass, you throw it on the floor, it's not breaking. It's not like a champagne glass, it's not flimsy, it's really strong. Yeah? Whiskey glass, I will remember that. Yeah, we have whiskey glasses. Officially, we have to say tumbler, yeah? But unofficially, we name them whiskey glasses because it's more catchy, you know. It stays in your head, you know. Like I said, I will definitely remember. We call this our secret sauce, you know. And people say like, secret sauce, what do you mean? No? And the explanation is to have a bit more fun. We have a lot of requirements that are really unusual, and we deliver everything, like very good insurance classes, for instance. Yeah, the car will have a certain idea in the rear to keep the cost out. If you have a damage on the car, you can repair it very easy, very cheap. Yeah. That means several parts, many parts. Yes. Yeah. For instance, when you have a little crash from the rear, yeah, we have a very low loading area. It's this one here, and then we made this shape to keep this intact. When you have a little crash with another car, the plastic is damaged, but not the expensive rear door. I'm not overpromising the wheel design we deliver, the color we deliver, and the glass house you see here today is the real one already. So all the screens, front, rear, side, is all production ready, and even the glass element on top is production part. So what you see today here is pretty close. Great. How close? 80%. 80%. And the star of the show is the boot? Yes, absolutely. Yeah, so when you open this, you just press it. You have a big space, but when you look underneath, you see it goes down to the floor. Yeah, of course. And that is the biggest boot, yeah. So it will be suitable for dirty boots. Yes, of course. Pa da vam razložim, zakaj sem prišla v Obertauern. Nisem prišla smučati, ker ne znam smučati. Sva pa z umetno inteligenco malce pobrskali in ugotovili, da je tu eden izmed najviše ležečih prelazov, kamor še lahko prideš z avtomobilom, brez da bi potreboval posebna dovoljenja. Se je pa tudi nekje naokoli v bližini, seveda s posebnimi dovoljenji, vozil Luka z Mercedesom. Kaj je počel v Timmelsjochu? Poglejmo. Nekoč so bili SUV-ji deležni nemalo kritik. Bili so namreč vizualno pompozni, robustni, porabili so precej goriva, ampak za svoje dimenzije premalo prostorni. Teh kritik je v zadnjem času vse manj, predvsem zaradi SUV-jev, kot je Mercedes GLB. Ravno prostornost je celo njegova glavna značilnost. Tudi v drugi generaciji ima namreč prostora celo za 7 potnikov. To je torej pravi družinski SUV. Pred premiero, ki poteka tukaj v čudoviti kulisi avstrijskih Alp, sem se spraševal, ali bo tudi GLB morda dobil tisto prepoznavno masko, ki jo je kot prvi pokazal model GLC. No pa ni čisto tako, tukaj namesto tistih svetlečih kvadratkov 94 svetlečih zvezd. In na ta način je GLB bolj podoben modelu CLA. In zato je dober razlog. So which is its closest sibling, the CLA or the GLC? So the GLB is our first SUV on the MMA platform. And the other two models that we launched already on the MMA platform are the CLA and the CLA shooting brake. So a lot of the technology that you know already from those two cars is also inside this beautiful car. Sicer pa se GLB drži novega oblikovnega jezika Mercedesa. Baterija ima v obeh primerih uporabno kapaciteto 85 kWh, pogonu pa za učinkovitost pomagata tudi za električne avtomobile neznačilni 2 prestavi. Kaj pa polnjenje? Največja moč polnjenja z izmeničnim tokom znaša 22, z enosmernim pa kar 320 kW. Polnjenje na 400-voltni infrastrukturi bo mogoče po zaslugi opcijskega 400-voltnega pretvornika. Notranjost je v primerjavi s preteklo generacijo radikalno preoblikovana. V resnici je na las podobna temu, kar poznamo iz modela CLA. Tukaj sta torej 2 zaslona, ki tvorita ta velikanski super zaslon, ki se razprostira prek celotne širine armature. No, potniki pa bodo lahko uživali tudi v svetlobni predstavi številnih zvezd, ki jih lahko vidimo tukaj na panoramskem strešnem oknu.
But what is different than in CLA? Probably this middle console is a bit different? No, it's actually the same like in the CLA, but what we have, for example, is since it's an SUV, we have a so-called terrain mode that you can switch on here. Click on this, and this is a driving mode for SUVs that helps you in snow, gravel or sands. You have downhill speed regulation. If you need that, you have the compass. You know how high we are. We're currently in the Alps, almost 2,200 meters here. And this is one differentiation that we have in our MB.OS system. Največji napredek na GLB-jevem področju prostornosti pa je tukaj v drugi vrsti. Več prostora imamo zdaj za noge, predvsem pa je velika razlika po višini, kjer je v primerjavi s preteklo generacijo zdaj za 6 cm več prostora. We've made major improvements, especially in the wheelbase and the length of the car. We have 6 centimeters more wheelbase, and the total car is also almost 10 centimeters longer, which then converts to more practicality, more space and more functionality inside the car. Tretja sedežna vrsta pa seveda realno ostaja kompromis. V skladu s standardi pri SUV-jih te vrste je namenjena predvsem prevažanju otrok, ko boste recimo pred nogometno tekmo pobrali še 2 sosedova. Težko pa si zamišljamo, da bi redno vozili s to postavitvijo, no pa čeprav lahko tukaj sedita osebi z največjo višino 171 cm. Težko si predstavljamo predvsem zato, ker je prtljažnik v primeru 7-sedežne postavitve skoraj neobstoječ. No, če pa izberete 5-sedežno postavitev, kot v tem primeru, pa pridobite nekaj več prtljažnika. Tukaj ga imamo za 540 litrov. Nikakor pa ne morem mimo prednjega prtljažnika, ki ima v primeru električnega GLB prostornino kar 127 litrov. In to res priča o dobri prostorski optimizaciji tega avtomobila. Za družinska počitniška potovanja pa je seveda pomembna tudi vleka kakšne počitniške prikolice. V primeru električnega GLB vlečna zmogljivost znaša kar 2000 kg, kar je največ v tem segmentu, in to pomeni, da bo lahko počitniška prikolica kar zajetna in luksuzna. Ja, dobrodošel nazaj v zimsko idilo. Ja, živo. Očitno res ne bom pogrešal zimske idile prav dolgo. Upam, da si v tej megli kaj videl sploh do sem. Ja, do sem še, ampak tukaj na vrhu je pa res. Danes smučali ne bomo, ne? In kako ti je šlo na tej tvoji poti od Ljubljane do smučišča Obertauern? Lahko rečem, da zelo gladko. Avtocesta je bila praktično prazna, tako da sem se brez težav vozila 130 na uro, v tunelih malce manj sicer. Ja, upam, da res. Ja. Tako da poraba je bila 22,8 kWh na 100 km. In iz tega po kratkem in enostavnem preračunu sledi, da je pot od Ljubljane do smučišča Obertauern in nazaj v Ljubljano izvedljiva z enim polnjenjem. Ampak treba je še dodati, da smo zdaj na vrhu hriba, v Ljubljano pa se bomo večino poti spuščali, tako da jaz pričakujem, da bo poraba še nekoliko bolj ugodna na koncu v Ljubljani. Sploh pa je bila poraba ugodna s tem avtomobilom, ko sem se med prvomajskimi počitnicami v precej bolj prijetnem in prijaznem vremenu, kot je tole danes, vozil po bavarskih cestah. No, na podeželju sem imel porabo takrat okoli 12, na avtocesti pa okoli 18 kWh na 100 km. Torej, kaj sledi? Koliko je kakšna je primerjava med poletjem in zimo? Ja, lahko rečeva, da takole čez palec je to nekje 30%. 30 je res, 30 torej... 30 pa roka. 30 pa roka. Na spisek testnih avtomobilov pa tokrat dodajamo ta kitajski Lamborghini Urus. Gre za Forting T5 Evo. Mingede, zelo fajn pozicijo ste se najdla in hvala, ker ste me spravila ven. Vedno je lepše testirati avtomobil, če se poda z njim na en izlet. To, da omenjam Lamborghinija, ni čisto naključje, namreč tudi ta logo spominja na Lamborghini. Tukaj sicer nimamo Lamborghinijevega bika, tora, ampak imamo kitajskega leva, zmaja, kakorkoli bi mu mogoče lahko rekli. Je pa dejstvo, da zaradi vse te atraktivne oblike prav nič ne preseneča, da je ta avtomobil takoj postal uspešnica tudi v Sloveniji. Naj povem, da je že več kot 250 Slovencev vzelo tega Fortinga T5.
Seveda so med tem že tudi ugotovili, da vse tisto, kar se sveti, ni zlato in v tem primeru to velja za vozne lastnosti, pa seveda tudi za asistenčne sisteme. Ampak seveda na koncu je vedno treba nekako sprejeti kompromise in kot vidimo, so kompromisi, ki pridejo zraven s tem Fortingom, za marsikaterega Slovenca sprejemljivi. Ampak glede na to, da je to zadnja oddaja v letu 2025, je seveda prav, da se malce ozremo tudi nazaj. In zdaj, Katja, ti si ta frišna v ekipi. Kako se dejansko počutiš? Ja, zelo fino, zelo dobro. No, lahko rečem, da je vzdušje v ekipi res prijetno. Pa, če malce povzamem, res sem se veliko naučila od asistenčnih sistemov. Zdaj jih poznam, predvsem pa jih znam uporabljati. Hkrati pa en tak presežek, vsaj zame, no, tale vožnja s prikolicami vzvratno, to sem jaz počela prvič in zdaj lahko rečem, da recimo, da znam. Tako da ja, me zanima, kaj prinaša prihodnje leto. Se ta vožnja s prikolicami je bila za vse prvič in vsem je resnično prav prišla. No, meni pa so letos še posebej v spominu ostale zgodbe, v katerih smo se družili z našimi vrhunskimi športniki. Točneje z našimi vrhunskimi smučarji, ki grejo zelo lepo v kontekst današnjega dne. No, en je bil aktualni smučarski as, dve pa že upokojeni smučarski legendi. No in ena izmed njih je bil Bojan Križaj. In ta zgodba je bila resnično čudovita, predvsem zaradi povezovanja nostalgije in pa aktualnega avtomobilskega dogajanja, kar ne da je samo paša za oči in v tistem primeru tudi za ušesa, ampak je v luči trenutnega dogajanja tudi zelo relevantno. Saj veste, retro še nikoli ni bil tako modern. No, jaz si bom pa letošnje leto zapomnil potem, da je bilo čudovito, ampak tudi zelo, zelo naporno. No, zgodba leta, ki si jo bom pa res zapomnil, pa je bila tista, ko sem se po angleškem podeželju družil z Nissanovimi inženirji, ki so skonstruirali avtonomni avtomobil. To je bilo pa res tista prava fascinacija. Poglejmo pa zdaj, katera je Martinina zgodba leta. Kaj sem se jaz letos naučila? Preizkušanje vseh teh električnih avtov me prav zabava in predvsem sem dobila tisto realni vpogled, ko mi nekdo razlaga, naša baterija je toliko velika, toliko in toliko kilometrov boste naredili in ne, včasih te pelejo malo žejne nekam, no, to me zdaj mene več ne morejo. Poleg tega me zabava uporabljati asistenčne sisteme v teh novih avtih, ki so kot ena igrica, neki izziv. Vsak avto ima vse malo drugače, ampak potem se malo poigra, spoznavaš in ti res pomagajo pri vožnji. Poleg tega me prav so zabavili teli naši skupinski izleti in to si želim za drugo leto, da bi imeli še več tega skupnega druženja in da bi tudi v bistvu z vami gledalci se še več družili in spoznali tudi vaše zgodbe. No, zdaj, ko je Martina z nami delila nekaj želja za prihajajoče leto, se k tem pridružujem tudi sama. Kot verjetno veste, je bilo letošnje leto na cestah precej črno, zato upamo, da bo prihajajoče malce boljše, predvsem kar se tiče spoštovanja do vseh udeležencev v prometu. Na tem mestu torej poglejmo, kakšno poslanico so pripravili na Agenciji za varnost prometa. Če bi jaz imela čarobno paličico, bi si zagotovo zaželela, da bi se ti negativni trendi v prometni varnosti, ki smo jim priča letos, spremenili, da bi se obrnili v bolje, da bi se na naše ceste vrnila odgovornost, strpnost in pa medsebojno spoštovanje. Na koncu si vsi seveda zaslužimo, da pridemo na cilj varni. Pravila in zakoni so napisani seveda zato, da jih upoštevamo. In želim si tudi to, da bi jih ljudje upoštevali ne samo zaradi kazni, ampak predvsem zato, da vedo, da so napisani za varovanje življenj, da jih je potrebno upoštevati zase, za svoje bližnje in za vse, ki jih srečujemo v prometu. Mi kot odgovorni za varnost v cestnem prometu delujemo na vseh možnih področjih, izobražujemo, osveščamo, izvajamo preventivne aktivnosti, vse z namenom, da bi ljudi spomnili na to, da se je potrebno v prometu odgovorno obnašati, da je potrebno biti strpen, da je potrebno biti osredotočen in opažamo seveda tudi pozitivne trende v letošnjem letu, predvsem pri pešcih, otrocih in kolesarjih, tako da v bistvu se iz tega ven lahko vidi,
da so preventivne aktivnosti lahko učinkoviti in da lahko s tem dosežemo tudi spremembo kulture, spremembo vedenja in da se ves vloženi trud splača. Vsi skupaj si seveda želimo, da se nam take številke, kot smo jim priča letos, ne ponovijo in da bomo v prihodnjem letu vsi srečno prispeli na cilj. Pa, ker smo zdaj že pri pogledu nazaj in naprej, seveda se moramo dotakniti tudi izbora Slovenski avto leta 2026. Torej, finalisti so Audi A5, Dacia Bigster, Hyundai Inster, Kia EV3 in pa Renault 5. Audi A5 je zagotovo tisti model, ki nam je letos zelo prirasel k srcu. Predvsem zaradi voznih lastnosti, ki res pomenijo še stopničko više. Pa seveda tudi, kar se tiče asistenčnih sistemov. Na splošno pa bi lahko dodali tudi, da nam je bil zelo všeč Q6 e-tron. Če bi bil ta v finalu, bi seveda komentirali tudi, da je s svojim električnim pogonom spet nekako dvignil stopničko više. Dacia Bigster nam je v spominu ostala predvsem zaradi tega, ker gre za nekako prestižno dačo. Seveda ni prestižna, ampak ponuja več kot drugi avtomobili te znamke, oziroma kar smo bili od te znamke doslej navajeni. Med drugim tudi zelo kompetenten hibridni pogon in ja, seveda nas veseli novica, da bodo pri Daci skombinirali tudi ta hibridni in štirikolesni pogon. Naslednji na spisku je Hyundai Inster, eden zagotovo najbolj kompetentnih, najbolj popolnih avtomobilov najmanjšega razreda. Ampak ta popolnost na nek način sovpada tudi s nekoliko višjo ceno. In na vidiku so že novi tekmeci, ki bodo vso to kakovost, to popolnost skušali ponuditi na nekoliko cenejši način. Kaj pa Kia EV3? To je zelo učinkovit, pa tudi razmeroma prostoren električni avto, kar pa je glavna razlika od njegovih dveh električnih konkurentov v letošnjem finalu. To je lahko tudi brez dvoma prvi avto pri hiši. No, zagotovo tega ne moremo reči za zvezdo leta 2025, se pravi Renault 5. O tem avtu se je zares veliko govorilo, dejansko je vlekel poglede, kamorkoli se je pripeljal po katerikoli slovenski kraj. Seveda Renault ima že na vidiku tudi katrco, pa seveda tudi Twingota, tako da val, ki ga je sprožil Renault 5, se dejansko kar nadaljuje. No, zdaj sva vam razkrila naših 5 finalistov, tudi to, kako o njih v našem uredništvu razmišljamo, no, nisva pa vam seveda razkrila, kako jih bomo na koncu tudi razvrstili. Zdaj, to bo jasno v začetku januarja na finalni prireditvi Slovenski avto leta in seveda v tem zadnjem finalnem glasovanju pa imate glas tudi vi. In zdaj predlagam, da stisnete pauzo na vašem televizorju, z vašim mobilnim telefonom poskenirate QR kodo na zaslonu in ta vas bo odpeljala na glasovnico, kjer boste oddali svoj glas in se seveda tudi s tem vašim glasom potegovali za zanimive potovalne nagrade. Zdaj pa se ponovno dotaknimo malce Kitajske. V slovenskih prodajnih salonih, v katerih prodajajo tudi Forting, po novem prodajajo tudi humanoidne robote. Cena enega robota znaša nekje toliko, kot stane tale Forting, se pa cene gibljajo tudi do 5-kratnika te enote. No, se je pa na zadnjem obisku na Kitajskem Miha pogovarjal z direktorjem robotske tehnike pri družbi Chery, ki jo pri nas zastopata znamki JQ in Omoda. No, celoten intervju najdete na MMC-ju, a eno kratko misel vam moram pokazati že zdajle. Are we talking here about only assistance to the humans, or we are creating a totally new world? No, I think, of course, we are the human. So I hope the robots all time just can be our very good support, assistants. Can you give me some figures? How will this robot technology become a big business in the future? The technology is upgraded very quickly. Especially now, the robots can learn some things by themselves. So I think their improvement very quickly in the very near futures.
they can do too many things. So it's clearly show the market also will be very big. When you say very big, how big? How big is the 10 or 20 billion units? Yearly about $5 trillion market. So I think this is a big market. As a car company, that gives you a big advantage. Yeah, I think because the car industry is a very strong system. They have a huge investment, they have huge knowledge, and also they have very good management system and production system, supply chain. So I think all these things, I think we can synergize together with the robot. Actually, the car is like a big robot. In the real world, I would wish to have that kind of robots, for example, or the airports. I'm sure maybe 1 year, 2 years later, you will say the robot in the airport for information, for guidance, for I think too many jobs he can do. Yeah. And to fix all the issues with the delays and so on. Thank you very much. Thank you. Mi bi seveda imeli zapovedati še zelo veliko, ampak oddajo seveda treba zapakirati v en časovni okvir. Pa tudi nasploh lahko poročam, da se nam je tekom jeseni nabralo kar nekaj vsebin, ki vam jih nismo mogli ponuditi v televizijski obliki. Z vsemi temi temami vam bomo postregli v prihajajočih mesecih v obliki člankov na MMC-ju. Torej, kot kaže, bomo po zimi še kako dejavni. Zato spremljajte naš YouTube kanal in naša družbena omrežja. Preko televizijskih ekranov pa se ponovno družimo marca. Do takrat pa srečno!